Zdaj pa gremo k ekoskladu, nekaj za gospoda Šadeja. Slovenski okoljski javni sklad s konkretnimi finančnimi spodbudami fizičnim in pravnim osebam pomaga, da se pri gradnji ali obnovi obstoječe infrastrukture in pri drugih posegih v naravo odločijo za okolju in človeku prijazne rešitve. Direktor ekosklada, gospod Hinko Šolinc, je včeraj sporočil, da se posveta žal ne bo mogel udeležiti, je pa zato z nami Mojca Vendramin, vodja sektorja za promocijo, informiranje in razvoj. Prosim. Lep pozdrav. Z veseljem bom predstavila v bistvu neko dobro zgodbo v Sloveniji, in sicer to je ekosklad. Mogoče se o njem toliko ne sliši, mogoče verjetno v tujini ni tako znan, vendar mislim, da je to dejansko primer dobre prakse oziroma dobra zgodba, o kateri lahko marsikaj povemo. Se pravi, ekosklad naslednje leto praznuje 25 let, ustanovljen bil leta 1993, se pravi že precej dolgo časa in njegovo poslanstvo je v osnovi spodbujanje okoljskih investicij. V začetku je bilo poslanstvo predvsem ponujanje ugodnih kreditov, od leta 2010 naprej pa ponujamo tudi nepovratne subvencije oziroma spodbude. In tukaj se je od takrat ogromno naredilo, ogromen preboj se je zgodil, in sicer samo vir financiranja za te spodbude je prispevek za učinkovito rabo energije. In naprimer v letošnjem letu imamo iz teh sredstev na voljo kar 65 milijonov na voljo za spodbujanje ukrepov učinkovite rabe energije, in pa letos, ker je prioriteta z vidika trga, je prioriteta na nepovratnih sredstvih, je seveda manj povpraševanja po povratnih sredstvih, zato je letos na razpisanih nekoliko manj sredstev za kredite. Imamo pa tudi tretji segment aktivnosti, je pa mreža, tako imenovana En svet, mreža energetskih svetovanj, o kateri bom potem še več povedala. Predstavila bom se prav 4 segmente naših aktivnosti, se pravi spodbude za občane, spodbude za pravne osebe, kjer so na voljo, spodbude za lokalne skupnosti in pa potem, kaj delamo na področju ozaveščevalnih aktivnosti. Zdaj od leta 2008 naprej so se začele subvencije in od takrat naprej je bilo občanom razdeljenih kar 160 milijonov evrov sredstev za spodbude učinkovite rabe energije in obnovljivih virov v stavbah, in to je kar 90 tisoč naložb bilo. Za občine je bilo v tem času podeljenih nepovratnih sredstev dobrih 5 milijonov in pa se pravi občanom in pravnim osebam za električne avtomobile dobre 3 milijone oziroma spodbujenih je bil nakup več kot 600 električnih avtomobilov. Od ukrepov se pa največ sredstev je podeljenih za izolacije fasad, potem za zamenjavo stavbnega pohištva oziroma oken, potem toplotnih črpalk in zamenjav kotlov. Se pravi predvsem kotlov na kurilno olje, na kotle na biomaso. Zdaj učinki teh, če pogledamo od leta zadnje 3 leta, ko smo zadolženi za doseganje cilja energetske učinkovitosti, je bilo podeljenih približno na leto 20 milijonov subvencij nepovratnih sredstev, in v bistvu te subvencije so spodbudile približno 120 milijonov evrov investicij letno. Učinki teh investicij so, lahko rečemo, da je to predstavljajo približno delo 1500 zaposlitev oziroma 1500 ljudi ima zaposlitev zaradi teh investicij, in ker imajo te investicije potem še posredne učinke, se pravi tako na proizvodnjo materialov, gradbenih materialov, izolacije, lesnega pohištva, kot potem drugi režijski stroški in posredni učinki zaradi davkov, pa to lahko rečemo, da je učinek teh investicij približno 3000 delovnih mest. In pa recimo za učinek teh spodbud oziroma ukrepov, ki so jih naredili občani v svojih stanovanjih, zaradi teh ukrepov so porabili v zadnjih 3 letih
kar 900 gigavatnih ur manj energije, kar predstavlja 60 milijonov oziroma, če rečemo tako, da gospodinjstva na letni ravni zdaj porabijo 30 milijonov manj evrov za strošek energije. Ne. Strošek energije se je toliko zmanjšal zaradi ukrepov, ki jih izvajajo v stavbah. Se pravi, najprej zdaj potem krediti. Kaj kredite nudimo za občane, za pravne osebe, za lokalne skupnosti in posebej ugoden kredit za gradnjo skoraj nič energijskih stavb kot nek pospeševalec razvoja nove tehnologije, ki bo od prihodnjega leta naprej obvezna. Ne. Od prihodnjega leta naprej je vsaka novogradnja obvezna, da je zgrajena v skoraj nič energijskem standardu za javni sektor oziroma od leta 2020 za vse ostale. Potem od nepovratnih finančnih spodbud pa imamo spodbude za, se pravi, energetske obnove stavb, potem za energetske obnove blokov, za električna vozila, za se pravi gradnjo skoraj nič energijskih stavb družbenega pomena, to so knjižnice, šole, telovadnice, muzeji in tako naprej, in pa spodbude socialno šibkim, posebne spodbude imamo za socialno šibke oziroma socialno ogroženo skupino prebivalstva v območjih z onesnaženim zrakom. Tam ti prejemniki iz denarne socialne pomoči lahko dobijo kar 100% subvencijo za zamenjavo starih kotlov na biomaso z novimi. In potem še naprej subvencije imamo za subvencije za javni potniški promet v mestih, potem posebej imamo subvencije za prenovo stavb Ministrstva za obrambo, zato ker Ministrstvo za obrambo ni upravičeno do sredstev kohezijskega sklada. Potem imamo subvencije za električna vozila za pravne osebe oziroma to so državne pomoči. Potem smo z letošnjim letom začeli dajati pomoči za izvajanje energetskih pregledov v podjetjih. In potem, potem imamo pa še od letošnjega leta tudi nov ukrep za zamenjavo starih skupnih kotlovnic, prav v blokih, za zamenjavo kotlovnic v blokih in pa z letošnjim letom smo tudi začeli spodbujati tako imenovano fotovoltaiko za samooskrbo oziroma postavitev sončnih elektrarn na stavbi za samooskrbo, se pravi ne za večje fotovoltaične elektrarne, ampak te za gospodinjstva. Možna od letošnjega leta je tudi možna, oziroma mislim, da že od lani je možno kombinirati tudi oboje. Prej je bilo možno samo kredite ali pa samo subvencija, zdaj se da za en ukrep dobiti hkrati kredit in subvencijo. Se pravi, zdaj, če malo bolj natančno pogledamo, kaj imamo za občane, smo rekli, za občane imamo subvencije in kredite, potem imamo posebne ukrepe za zmanjševanje energetske revščine in pa energetsko svetovanje. Se pravi, krediti, naši krediti za občane so z 1,3% obrestno mero, do 40 tisoč evrov je za skoraj nič energijske stavbe in pa 10 let oziroma 20 let za gradnjo skoraj nič energijskih stavb. Potem krediti so, se pravi, tako za nameni, upravičeni stroški so tako učinkovita raba kot obnovljivi viri energije, pa tudi druga področja varstva okolja, se pravi področje pitne vode, kanalizacije, ravnanja z odpadki, z nevarnimi odpadki, nakup gospodinjsko-varčnih aparatov in tako naprej. Se pravi, širši nabor kot samo učinkovita raba in obnovljivi viri energije. To so pa subvencije za občane. Subvencije so pa samo za učinkovito rabo pa obnovljive vire energije, pa za gradnjo skoraj nič energijskih stavb. In od letošnjega leta naprej je subvencija 20%, oziroma v območjih z onesnaženim zrakom je lahko tudi do 50%. Če se pa od letošnjega leta naprej pa tudi ta sprememba, da če se
ker želimo spodbujati celovite obnove, se pravi, če se naredi več kot 2 ukrepa od teh, ki so bili prej našteti, je pa subvencija lahko tudi 30%. Se pravi, več ukrepov kot je, višja je subvencija, oziroma če so ukrepi vsaj 3, je subvencija lahko že 30% oziroma celo 50% v območjih zaradi onesnaženega zraka. To so tako imenovane PM10 občine, to so predvsem večja mesta, ki so od spodaj našteta: Celje, Hrastnik, Kranj, Ljubljana, Maribor, Murska Sobota, Novo mesto, Trbovlje in Zagorje ob Savi. Potem imamo se pravi subvencije za večstanovanjske stavbe, za izolacijo fasade pa strehe. Od letos naprej spodbujamo v okviru tega ukrepa tudi sam nadzor oziroma projekt, zato ker želimo, da so projekti kvalitetno izvedeni. Potem imamo subvencije za električna vozila, ki so na električno vozilo se dobijo 3.000 do 7.500 evrov, kar je zelo v bistvu v Evropski uniji med najvišjimi subvencijami. Potem imamo zamenjava kurilnih naprav v skupnih kotlovnicah, kot sem že prej omenila. In subvencije za samooskrbo z električno energijo, do 20% investicije je možno dobiti nepovratnih sredstev. Potem je pa ta mreža svetovalcev, to je kar precej tudi v bistvu morda premalo znan primer dobre prakse oziroma projekt, ki malo katera država ima razvito tako mrežo, in sicer je to 52 pisarn, ki so ustanovljene v sodelovanju z lokalnimi skupnostmi po celi Sloveniji, in svetuje jih 66 svetovalcev, in tam je možno dobiti brezplačne nasvete za gospodinjstva. Potem imamo pa nudijo brezplačne nasvete, objavljajo tudi članke in sodelujejo z ekošolami. Potem imamo kot posebej, sem že prej omenila, da prejemniki denarnih socialnih pomoči so upravičeni tudi do 100% subvencije, se pravi, kadar gre v primerih večstanovanjskih stavb, ko so ti ljudje v blokih, ki se energetsko obnavljajo, ali ko gre za zamenjavo starih kotlov na biomaso, ali pa še en projekt izvajamo tudi že zadnja leta, in sicer tako imenovan Zero projekt, in sicer ti energetski svetovalci pridejo na dom k tem energetsko revnim občanom in jim izmerijo, najdejo energetskega potratneža in jim dajo nasvete, kako se da privarčevati, in dobijo zraven tudi paket brezplačni za približno vrednosti 140 evrov z raznimi izolacijskimi materiali in temi nastavki za pipe in tako naprej. Tako da se v bistvu občani na podlagi tega ukrepa so privarčevali približno 140 evrov na leto zaradi teh mehkih ukrepov svetovalnih. Letošnje leto, se pravi, imamo kredite za pravne osebe, prav tako že ves čas nudimo, potem spodbude za električna vozila, prav tako za pravne osebe so na voljo, in kot sem že rekla, za spodbude za izvajanje energetskega pregleda. Zdaj pa za lokalne skupnosti imamo pa prav tako še ugodnejše kredite, se pravi 1% kredit je za vse okoljske naložbe za lokalne skupnosti. Za gradnjo skoraj nič energijskih stavb imamo kredite od letos z 0% obrestno mero in pa tudi subvencije za gradnjo skoraj nič energijskih stavb za lokalne skupnosti oziroma za stavbe splošnega družbenega pomena. Večja subvencija je, kadar je v stavbi večji delež lesa oziroma naravnih materialov. In pa subvencije za javni potniški promet, za avtobuse in na električni in hibridni pogon. To je to. Potem poleg teh vseh aktivnosti imamo tudi lani smo začeli z spodbujanjem nevladnih organizacij na področju varstva okolja in pa sofinanciranje raznih komunikacijskih ozaveščevalnih dejavnosti, kot je danes tudi ta dogodek, ki ga sofinanciramo.
in pa sodelujemo tudi pri drugih aktivnostih, kot so ekošole, dnevi energetikov. In za leto 2017, nekaj sem že omenila, novosti so bile to, da je več subvencij, da je višja stopnja subvencije, če je več ukrepov. Novost v zadnjih letih morda prej je bila praksa oziroma so bili občani navajeni, da so se razpisi zapirali, ker je zmanjkovalo denarja. To zdaj ni več primer, ker sredstev je dovolj, tako da razpisi so neprekinjeni in delamo predvsem na tem, da se bojo postopki poenostavili, da se bo lahko povečalo črpanje oziroma da bo tudi hitrejša obravnava samih vlog. In pa, kaj še letos želimo izvesti, je pa to, da kot je že lani ponoviti razpis za subvencije občinam za nakup polnilnih postaj za električna vozila. Potem še v letošnjem letu želimo, to bo pa prvič v Sloveniji, pridati shemo spodbud za pravne osebe, za podjetja, za učinkovito rabo energije in pa nuditi še ugodnejše kredite, se pravi subvencionirano obrestno mero za podjetja in pa tudi za posamezne ukrepe za občine, se pravi tiste občine, ki že imajo delno energetsko obnovljene stavbe, pa želijo izvesti samo določen ukrep, bojo možna tudi sredstva. Tako da moj namen je bil, da predstavim, kaj nudi Ekosklad in vas vabim, da tudi vi kaj dobrega storite za okolje in izkoristite možnosti, ki jih ponuja Ekosklad.